V teksaškem Austinu so oblasti prepričane, da je včerajšnja eksplozija paketa povezana z drugimi incidenti eksplozij, ki so v tem mesecu prizadeli Teksas. V včerajšnji eksploziji sta bila ranjena 2 moška, ki so jo odpeljali v bolnišnico. Ugotovili so, da njune poškodbe niso smrtne. Šef policije je dejal, da je eksplozivna naprava bila aktivirana tako, da jo je nekdo brcnil, jo prestavil ali pa pri premikanju zategnil žico, ki je nato sprožila napravo. Policija opozarja prebivalce, da naj ostajajo doma, naj se izognejo dotikanju sumljivih paketov. Uradne zaznambe, ali gre res za povezane primere, predvsem s primerom iz začetka meseca, ko sta 2 moška izgubila življenje ob odpiranju paketa, ki je ob tem eksplodiral, pa policija še ni podala. V mestu Tatra v Avstraliji zaradi požara, ki se je začel v Grmičevju in se nezadržno približal mestu ter še v kontroli, več 100 ljudi beži. Uničenih je najmanj 70 hiš, prav tako tudi šola v tem obalnem mestu. Skoraj 700 prebivalcev je pobegnilo na plažo, da bi se izognili plamenom in žarečim delcem, ki padajo naokoli in netijo manjše požare. V dopoldanskem času še niso poročali o smrtnih žrtvah in hujših poškodbah ljudi, pa vendar se zaradi hitrega širjenja bojijo, da ne bo vsem uspelo pobegniti. Večino ljudi so evakuirali v centre, ki so jih postavili v bližnjem mestu bega. Odbor britanskih poslancev je zahteval, da se Facebookov direktor in eden od soustanoviteljev tega družabnega omrežja, Mark Zuckerberg, sooči z njimi. Žvižgač, 28-letni Christopher Wylie, je namreč konec tedna razkril, da so s pomočjo Facebookovih podatkov o profilih uporabnikov lahko pomagali manipulirati mnenja pri strategiji volilne kampanje sedanjega ameriškega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Facebook je namreč s posebno aplikacijo posredno omogočil britanskemu podjetju Cambridge Analytica, da je prišlo do podatkov okoli 50 milijonov njegovih uporabnikov. Podjetje pa je na podlagi teh podatkov razvilo izjemno učinkovit program, ki predvideva obnašanje uporabnikov na spletu in na ta način omogoča tudi manipuliranje z javnim mnenjem. Kitajski ljudski kongres je preoblikoval vlado. S tem bi radi spodbudili prizadevanja za gospodarske reforme in posodobitve vojske. Danes so tako imenovali 26 ministrov in vodij komisij ter določili nove državne svetnike. Skupaj naj bi podpirali ekonomsko politiko predsednika, ki so mu ta vikend soglasno potrdili drugi 5-letni mandat. Prav tako ponoven mandat je dobil zunanji minister Wang Yi, ob tem pa ga je kongres povišal v državnega svetnika. Za državne svetnike so bili imenovani še nov obrambni minister Wei Fenge, nekdanji finančni minister Shao Jia in minister za javno varnost Zhao Keji. Nov guverner centralne banke je postal Yi Gang. Liu Wei, ki je že zdaj bil eden najtesnejših gospodarskih svetovalcev predsednika Xi Jinpinga, je postal namestnik premierja.